Že 2 dni zapored nas bogoslužje vabi k premišljevanju o Jonovi knjigi ter o Božjem usmiljenju, ki odpira naša srca in zmaga nad vsem. Tako je sveti oče v današnji homiliji med jutranjo sveto mašo v domu svete Marte povzel zgodbo preroka, ki je bil po njegovih besedah trmoglavec, ki je želel Boga učiti, kako je potrebno delati. Zadnje poglavje bomo brali pri jutrišnji Evharistiji, vendar pa vemo, kaj se zgodi zatem, je dodal papež. Gospod reče Joni, naj spreobrne mesto Ninive. Prvič prerok pobegne in zavrne naročilo. Drugič pa to stori in mu dobro uspe, a kljub temu ostane jezen, besen zaradi odpuščanja, ki ga Gospod podeli prebivalcem, ki z odprtim srcem pokažejo, da se kesajo. Jona je bil trmoglavec, vendar pa še bolj kot trmoglavec je bil tog. Imel je togo dušo, je poudaril papež Frančišek. I testardi di anima, i rigidi, non capiscono cosa sia la misericordia di Dio. Tisti, ki so trmasti v duši, togi, ne razumejo, kaj je Božje usmiljenje. So kakor Jona in mislijo, to moramo pridigati, da bodo ti kaznovani, ker so delali zlo in morajo iti v pekel. Tisti, ki so togi, ne znajo razširiti srca kakor Gospod. Togi ljudje so strahopetci, z majhnim zaprtim srcem, navezani na golo pravico. Pozabljajo, da je pravičnost Boga postala meso v njegovem sinu. Postala je usmiljenje. Postala je odpuščanje. Srce Boga je vedno odprto za odpuščanje. To, kar trmoglavci pozabljajo, je dejstvo, da se vsemogočnost Boga pokaže tako, da se izraža predvsem v njegovem usmiljenju in odpuščanju.